Cekniško polje je najbolj posebno po tem, da na njem vsako leto nastaja Cekniško jezero. Je največje kraško polje v Sloveniji, ki je lahko občasno poplavljeno. Polje je večinoma poplavljeno v jesenskem, zimskem in spomladanskem obdobju, medtem ko imamo praktično vsako poletje sušo, kjer presahnejo vsa območja na jezeru. Tako imamo lahko zelo različno rastno sestavo rastlin, ki so se posebej prilagodile na različne trajne poplavljanja in tudi na različno obdobje poplavljanja na polju. V desetletjih opažamo pa tudi vpliv podnebnih sprememb. Namočena obdobja so še bolj namočena, sušna obdobja so lahko še bolj izrazito sušna. Opažamo torej, da v splošnem vodostaji upadajo zaradi večjega izhlapevanja in zaradi večje porabe vode za rastline. Opažamo pa tudi spremembe v sezonski poplavni dinamiki. In sicer, da imamo poletna in spomladanska obdobja bolj sušna, kot so bila v preteklosti, medtem ko so jesenska obdobja lahko še nekoliko bolj namočena. Predvsem pa bodejo v oči bolj izraziti ekstremi. Se pravi, suše so lahko še bolj dolgotrajne in bolj izrazite, po drugi strani pa tudi poplave so lahko še bolj obsežne. Spremenjen poplavni režim se torej precej odraža tudi v spremembah biotske raznovrstnosti na Cekniškem polju. To v praksi pomeni, da če je neko območje krajši čas poplavljeno, kot je bilo v preteklosti, tista območja počasi nadomeščajo rastline, ki so bolj prilagojene na nekoliko krajše trajanje poplav. Spremembo pa opažamo tudi zaradi spremenjene letne hidrološke dinamike. Predvsem v spomladanskem obdobju je na voljo manj vode, precej ribjih in pa ptičjih vrst pa je vezanih na reprodukcijo ravno v tem obdobju. Tako da, če v nekem letu pomanjkuje vode, te ptice in ribe v tistem letu se ne razmnožujejo in morajo počakati na naslednje leto. Človekov vpliv pa se na Cekniškem polju ne odraža samo v želji po spremembah v hidrološki dinamiki v preteklosti, torej v osuševanjih, ukrepih in pa v zadrževanju vode, ampak tudi v obliki režima košnje in pa žetve trave in pa trstičja. Ja, tole naše Cekniško jezero je zelo posebno zaradi tega mokrotnega značaja, ki omogoča prav posebne tipe rastja, ki ga domačini že od nekdaj izkoriščajo predvsem za steljo. Zdaj, po drugi svetovni vojni se je ta raba stelje začela opuščati, ampak zdaj za Evropsko unijo, ko so kmetijske subvencije, pa spet v velikem vzponu to. In mi, naravovarstveniki, zdaj ugotavljamo, da ta vseobsežna košnja, ki se širi po jezeru, v bistvu slabo vpliva negativno na nekatere habitatne tipe, trstišča in na njih vezane živali in pestrost nam je v bistvu začela upadati, pestrost teh živalskih ptičjih vrst in tako. No in zdaj smo pridobili en projekt, Life Tržca se imenuje, Tržca tukaj rečemo Trsju, v katerem želimo prvič raziskati in boljše razumeti, kako ta soodvisnost košnje, vode in rastlinja vpliva na habitat in na drugi strani skupaj z deležniki, z domačini, z znanstveniki, z ministrstvi za kmetijstvo in tako, najdeti nek optimalen način rabe te stelje, ki bo najboljši možen kompromis med tem, da imajo kmetje nekaj od tega in na drugi strani, da bojo habitati bogati. Mi bomo na koncu razvili, pripravili predloge nekih kmetijskih ukrepov, tako da jaz računam, da bomo na koncu vsi še kar zelo zadovoljni.